Spoštovani gostje, lep pozdrav iz, rečemo temu, centra srca Maribora, iz kavarne Astoria, kjer imamo danes en zanimiv dogodek in sicer seveda tudi za ljubitelje šaha in tudi ti prav lepo pozdravljeni. Dogodek šahovski dvoboj, ki pa zdaj ni kar nekaj, zato tudi v svoji družbi pozdravljamo gospoda Petra Kokolja, ki pa je neke vrste ekspert, ne neke vrste, ampak pravi ekspert za šah in pozdravljen, Peter. Ja, pozdravljeni. No ja, zdaj pač ekspert. Nekaj da vemo, ne, o šahu. Lepo pozdravljeni vsi, še z moje strani. Mi smo strašno veseli, da se šah kot tak vrača v kafane, da se vrača v bare. Zdaj upamo, da bo še mogoče kdo drug zgrabil za to. Vsi vemo pa, kaj Astoria pomeni, kaj je Astoria bila včasih in kaj si mogoče šahisti od Astorije spet želimo. In kratko vprašanje, ima tudi šahovsko zgodovino Astoria, ne? Še kako. Zdaj, kavarna je bila odprta, mislim, da prvič leta 1929, se pravi še pred drugo svetovno vojno. In takoj se je v bistvu že zbirala raja, zbirali so se intelektualci. In ne samo šah, igralo se je tudi karte, igrali so se še tudi druge igre, vsekakor pa je prednjačil šah, ne. In danes sta tukaj pred nama dva čudovita možakarja, mladeniča, vsak, bom rekel, zelo, zelo optimistično razpoložen, vsak verjame v svojo zmago, z nami sta Edvard in Ivan. Pa mogoče, draga občinstvo, malo spodbudnega aplavza za naša dva. Najverjetneje je navijaški sektor je malce za enega, malce za drugega. Jaz predlagam, Peter, da začnemo, ne? Da poveš mogoče, kako se sama partija prične, kaj so danes tukaj pravila, da bomo vsi vedeli, v katero smer. Dobro, jaz sem mislil povabiti sodnika, ampak bom kar jaz opisal pravila. Se pravi, danes igramo meč na 5 minut plus 10 sekund na igralca. Z nami sta zmagovalec bitke talentov, Slovenija ima talent, Edvard, zadaj tudi Frida, in zmagovalec Jokerja, Ivan. Se pravi, mi smo strašno ponosni tukaj. Štajerci smo strašno ponosni, seveda, da oba prihajata z naših koncev, oba zmagovalca. Treba je povedati, da smo ponosni tudi zato, da sta prišla v Ljubljani do konca, ne? Tako je, ne. No in ona dva se bosta danes pomerila v hitropoteznem šahu, igrala bosta na 2 dobljeni. Se pravi, prva zmaga še ni nujno, da pomeni, da je dvoboj odločen, pride še druga partija, ki jo lahko poraženec prvega kroga, se pravi, spreobrne v svojo korist, izenači na 1:1 in takrat bomo imeli potem zlato partijo za 2:1 ali pa bo nekdo zmagal kar takoj 2:0. Zdaj prvo, kar predlagam, je, da sodnik opravi žreb, kdo bo prvi igral z belimi, kdo bo igral s črnimi figurami. Napetost. Tako, to pomeni, da Edvard igra z belimi figurami v prvi partiji, bolj točno otvoritev, a ne, Peter? Ja, otvoritev bomo še videli, kaj bo. Vemo pa, da v šahu seveda beli ima na začetku neko minimalno prednost, ker začne prvi. Če bi se v nekem fuzbal žargonu izrazili, je to prednost domačega terena, ne. Ampak nič za to, pride povratna partija v vsakem primeru, ko bosta pa obrnila barve in bo tudi v naslednji partiji Ivan beli. No, pa pričnimo. Prosim za tekmovalca, da se usedeta in mi bomo en spodbuden aplavz za začetek in kasneje pa za veliko tišine oziroma bomo pustili mladeniča, da razmišljata. Mi dva bova pa, Peter, še kakšno rekla o šahu, a ne? Mi dva jih bomo malo motila vmes, ne?
Dobro, nič takega, ne. Torej, naj se partija prične. Dobro, te hitre poteze so kar hitre. To je zdaj kar hitro gre, ja. Oba znata otvoritev, se pravi igrata E4, E5, odprta otvoritev, D4 ne najbolj pogosta poteza, tretja nakazuje na škotsko otvoritev, črni vzel, Edvard pa zdaj ne jemlje kmeta nazaj, pač pa odigra potezo lovec C4, tako imenovani škotski gambit. Gambit, poraja se mi vprašanje, kje sem to že slišal, nekje na Netflixu, se pravi, tudi to je nekaj pripomoglo k recimo popularnosti šaha, ta serija pred kratkim. O ja, zagotovo. Queen's Gambit oziroma Damin Gambit je bila pred par leti predstavljena serija na Netflixu, fenomenalno posneto, res tudi mi šahisti smo strašno veseli, da je to pripomoglo k popularizaciji šaha. Sama beseda gambit, no, če še na hitro povem, pa prihaja z italijanščine, pomeni v bistvu gambeto beseda in pomeni nekoga spotakniti. Se pravi, probati nasprotnika vreči na past, da poje nekega otvoritnega kmeta, se pravi, nasprotnik dobi materialno prednost, ampak druga stran pa dobi prednost v razvoju, recimo. Sliši se dokaj zapleteno, ampak zna pa vplivati ta gambit na razvoj dogodkov. To bomo pa videli, no. Ok, nekaj o samem šahu. Kdaj začeti s šahom, Peter? Se pravi, mislim, ok, stvar nekega interesa, hobijev, mogoče domačega gospodinjstva in tak naprej, ampak vseeno, vidimo, Edvard, izreden talent. Kdaj je mogoče reči, ok, zdaj pa bomo se s tem resno ukvarjali? Zelo dobro vprašanje. Zdaj, kar se tiče, kdaj začeti, ne? Naš verjetno največji šahist vseh časov, Milan Vidmar, ki je živel seveda v nekih drugih časih, je povedal, da pred 15 letom, ne, enostavno mladenič ni dovolj zrel, da bi se začel šahom ukvarjati. Danes vemo, da seveda temu ni tako. Nekateri najmlajši velemojstri so to postali že pri 12 letih, tako da moje mnenje je, no, pa verjetno ga delijo mnogi z mano, številni trenerji, da čim prej. Kdaj točno? Ne bi rekel tam pri 4, 5, 6 letih recimo, da je dober čas, da navdušimo otroka, kasneje pa, če seveda pokaže interes, pa začnemo z resnim delom. Kaj pa, če preskočimo na hitro malce na seniorje, tukaj pa ni omejitve, kdaj začeti? Ne, seveda. Vsi so vabljeni, ne, da začnejo šahom tudi kasneje. Tukaj naj se navežem mogoče tudi na novo ustanovljeni šahovski klub v Mariboru, Bobby Fischer, ponuja prav to, ne, zdaj v sodelovanju z nekaterimi kavarnami. Astoria recimo tukaj je na široko odprla svoje roke in nas sprejela. Se pravi, klub Bobby Fischer ponuja ravno to, da bi se tudi starejši mogoče srečali s šahom ali pa, če so ga v preteklosti že spoznali, da bi mogoče nadgradili svoje znanje. Tako da, dogodki še pridejo, bodite pozorni, jaz jih bom zagotovo tudi spremljal. Zdaj bom mogoče, če še malo pokomentiramo samo partijo, kaj vidimo, no? Zdaj, jaz nočem preveč vplivati, da bi karkoli, tempo se je tudi malo počasnil, čeprav vidimo na uri, na uri ima Edvard 5 minut 42 sekund, se pravi več kot pa je začel. Mogoče, kako je to sploh možno? Igrata z 10-sekundnim dodatkom na potezo, se pravi za vsako potezo igralec dobi 10 sekund dodatka. Ivan, vidimo 4 minute 45, kaj se časa tiče, imata oba pod kontrolo. Pokomentiral bi še mogoče samo, kaj se tiče materijala. Edvard vidimo, da ima eno figuro več. Več pa ne bom zdaj komentiral, da ne bi direktno preveč vplival na samo partijo. Koliko, se pravi, časovno omejen šah, dejansko, kadar gre za šahovske olimpijade in podobno, ne, je omejitev, a ne? Ne moreš igrati recimo več ur, kako je s tem? Več ur se zagotovo
to voda igrati, to je ravno ta standardni šah, počasni šah rečemo tudi, če bi ga mogoče nekako z atletiko primerjal, je to maraton, se pravi najpočasnejša disciplina. Takrat imata igralca, rečemo po nekih FIDE standardih, uro pa pol na uri vsak, že to naredi 3 ure, plus 30 sekund dodatka na potezo in še 30 minut dodatka po 40 potezi. Tako da najdaljše partije se lahko zavlečejo tam do 5, 6 in več ur dolgo. In je možno, da se prekinjajo, nadaljujejo drug dan? Tega pa žal ni več, no, zelo dobro. Ja, to pa je bil včasih ta šah, ko si je lahko odložil potezo, žal zaradi prisotnosti računalnikov, ki so tako zmogljivi, to danes ni več mogoče, ker bi odložili partijo, vsak bi šel v svojo sobo, kjer bi imel močnejši računalnik, bi naslednji dan to partijo zmagal, oziroma kjer bi imel boljši spomin. Ko gledam ta dva naša mladeniča, kako tuhtata, vseeno, mogoče še nekaj vprašanj o samem šahu. Meni je zmeraj bilo fascinantno, da imajo te šahisti svojo olimpijado. Jaz mislim, da neke ekstra olimpijade drugje ne poznamo. Kako je sploh to prišlo do tega? Mislim, kaj je ozadje? Ja, niso nas vzeli v neki šport, očitno, kaj jaz vem, ne. Ampak ja, šahovska olimpijada, moramo reči, da je neverjetno zagotovo najbolj zastopana, kar se tiče držav. Morate vedeti, da na šahovski olimpijadi je več kot 180 držav sveta. Mislim, da ni ga športa, ki bi bil tako zastopan. To pa je impozanten podatek. Ko sva pogovorila ravno, mislim, malo v šali, niso nas hoteli vzeti, ne? Ampak vseeno, sej govoriva o športu. Jaz mislim, da to je šport, ne? Vsaj skozi tekmovalnost ima vse prvine športa. Tukaj tudi ne gre za nobeno srečo, mislim, sreče ima šah prav toliko kot bilo kak drug šport, kjer se ukvarjamo z, recimo, šport, ki smo ga vajeni, ne, se pravi fizični šport. In z tega vidika ga seveda ne smemo primerjati s kakimi kartami ali čemerkoli takim, ne. Aha, evo, zdaj smo videli mogoče eno neobičajno potezo, kamere so usmerjene na šahovnico. Zadnja poteza Ivana je bila odigrana D5 in Edvard je vzel en passant. To pravilo je mogoče v šahu še nekako najbolj moderno, vseeno pa je staro nekje 200 let, ne. Se pravi, v šahu se res pravila že dolgo niso spremenila kot taka na sami šahovnici, se pa mogoče spreminjajo kaki dress code in ostala pravila okoli tega, ne. Zdaj, če bi nepoznavalec šaha to poskušal komentirati, bi rekli, da se bitka trenutno odvija na sredini terena. Ne? Je nekako tako. Je šah samo šport ali je to umetnost, ali je to kultura pravzaprav? To je zagotovo zgodovina, je zagotovo neka tradicija. S čim lahko vse šah opišemo dejansko? Pa ja, jaz bi rekel, da je šah vse to, ne. Ni samo šport, je tudi umetnost, zgodovina je zraven, se pravi zgodb in tega je neverjetno dosti. Sam po sebi pa direktno spominja na bitko, ne. In tako je bil tudi razvit. Sej, zgodovina šaha mora biti precej zanimiva, pa kot si samo omenil, se tudi nekatere stvari še do danes ne spreminjajo oziroma se uporabljajo, ampak prej sva nekaj rekla tudi ali pa bom rekel, bolj zanimivo bi bilo vprašanje, danes gre neka digitalizacija in razvoj umetne inteligence s korakom naprej, pravzaprav zelo svetlobno hitrostjo. Kako lahko to vpliva na šah? Rečemo dobro in slabo, ne. Zdaj, kar se tiče pravilnosti ali pa natančnosti potez, zagotovo dobro, ne. Vemo recimo, da tam od leta 95, ne, ko so bili tisti prvi meči z samimi računalniki, ne, Kasparov je igral z Deep Bluem, en meč tudi izgubil, ne. Seveda pripomoglo k razvoju še boljših teh engineov računalnikov v samem šahu.
je pa odvzelo neko romantiko. No, da se zdaj vrnem na partijo, tu pa zdaj že vidimo veliko materialno prednost našega mlajšega intelektualca Edvarda, ki je Ivanu ravno kar pojedel damo. Zgleda kar, kaj bi ti povedal, no, koliko se poznaš na šah? Jaz se spoznam toliko na šah, pa brez vsake zamere, da ko sem zgubil kraljico, ne, je bilo to za mene to. Ja, evo, vidimo. Ravno pravi tajming, a ne? Ok. Moramo reči, zelo, zelo impresionirano vse skupaj. Se pravi, Edvard je povedal za 1-0. A je to, ta zaključek, ima kakšno posebno ime, oziroma bi to strateško lahko kako drugače opredelili? Ja, Edvard je pritisnil na polje, na šibko polje F7, kjer je skupaj z damo, lovcem in topom tudi uspešno požrl kmeta s šahom, hkrati napadel topa, se pravi, šlo je za dvojni udar. Ko je pojedel tistega topa, hkrati napadel še damo, pretil mat na dveh koncih. Ivan se je sicer še probal rešiti, da požre tistega lovca, a ni šlo. Zdaj samo, da vidimo, bomo naredili eno krajšo pauzo, nekje 5 minut, ne? Malo, da se preluftajo možgani, mogoče tekmovalca se malo sprehodita, mogoče nekaj spijeta, ne? Mi bomo še nekaj vmes povedala, ne? Seveda bova, ne, sej vidim, ok, logično je, da se potem zamenjajo figure, prednost, se pravi, otvoritve sedaj v naslednji rundi ima Ivan. Meni se je zdelo tako iz vidika enega opazovalca, ta finiš je bil potem, ko smo nekje v sredini imeli, rečemo, nek počasen ritem razmišljanja, dokaj močen, res hiter, tempo, tako da, rekel bi, napad, na katerega nasprotnik v obrambi ni moral več reagirati. Ja, Edvard je v otvoritvi hitro pridobil prednost skakača, ki ga je uspešno osvojil, potem ko je strnjavo na E1 zvezal Ivana preko skakača na kralja. Potem bi rekli na nekem večjem nivoju že, da je partije praktično konec, oziroma da je beli dobljen. Ivan se še boril, potem je spregledal ta neugodni en passant. Ta beseda mimogrede prihaja iz francoščine in pomeni iti mimo, ne? Se pravi, kmet lahko se premakne tako, kot sicer je, čeprav na tistem polju ni kmeta za pojest, ne? Ampak ta se je premaknil v prejšnji potezi za 2 polja. No, potem je pa v bistvu pozicija za Ivana razpadla. Ivana vidimo, zdaj je tam kar dobre volje, ne? Sej, moje vprašanje bi bilo za tebe, recimo zdaj po takšni končani partiji se moraš pripraviti takoj na naslednjo. Kakšen občutek ostane po porazu prve partije, ko veš, da je nekaj takega se zgodilo, a boš zdaj podzavestno bil bolj pazljiv na to, kar je že bilo, ali kako bi dejansko se sam pripravil na to? Zdaj sam direkt z meči samimi nimam toliko izkušenj, ampak lahko pa več povem iz ene partije v drugo. Zdaj, če nas je nek nasprotnik čisto povozil, tako lahko zdaj rečemo, da je Edvard Ivana, potem se po takem porazu mogoče ni tako težko pobrati, ne? Pač rečeš, ok, nasprotnik me je nadigral, gremo nova zgodba, gremo še eno partijo. Najhujši so oni porazi, ko veš, da si imel nasprotnika dobljenega, pa se ti je nekje izmuznil, pa si nekaj spregledal, pa zgubil. Taki pa bolijo in po takih porazih pa se je težko pobrati, ne? Kakor tudi v ostalih športih, ne? Ja, torej, čakamo, bom rekel, na povratni udarec Ivana Trajkoviča, malo bolj žargonsko v njegovem športu povedano. In me veseli, ne, tako si samo opazil, da Ivan je dobre volje, tako naprej. In zdaj jaz mislim, morda čas, da pozovemo igralca nazaj. Dragi Edvard in dragi Ivan, prosim, če se vrneta za mizo, tako da upam, da so se
malo misli zbistrile. Ivan, ali boš, če uporabim žargon tvojega športa, ali boš vrnil udarec v šahu? To je malo težje. Ja, Ivan v svojem športu v glavnem noge uporablja, ne? Zdaj bo to malo težje. Ne? Ja, ne, dobro, zdaj, Edvard, kako se pa ti počutiš? Ja? Aha, no dobro. Tudi, se pravi, imate tudi tak malo interni dvoboj besedni, ne, kar pa dejansko v nekem šahu, ostalem bomo pa mogoče kaj rekla tudi o tem. Morda je tudi čas, da se daj začneta, ne? Dajmo en aplavz pred drugo partijo. No, pa začnimo. Hotel sem reči, da govorjenje vmes med partijo, med igralcema, a je to sploh dovoljeno? Ne, v pravem šahu zagotovo ne, se pravi, tudi če je tam sala z 500 igralci, je to neverjetno, kakšne tišine pač so sposobni, ne. Ampak ja, šah se igra v popolni tišini, sicer zdaj tu malo motimo, ne. Nismo tiho, ne, treba, ampak to je gostilniški šah in neka štima bo od zadaj, ne, zdaj mogoče ne ravno tako glasno, kot zdaj mi dva tu govorimo, ampak neko čebljanje bo, ne. Primer, ko dva igralca igrata šah, mogoče na nekem višjem nivoju, zgodi se, da si jezen nase, zgodi se, da narediš neko napako, pa bi najrajš preklinjal, pa ne vem, a v bistvu ta izražanje teh čustev med samo igro, je to sploh nekaj, kar se dogaja, ali se je dogajalo in če se je, a je to pol kakšna kazen zaradi motenja nasprotnika, kako dejansko to poteka? Zdaj, nekih čustev nočeš izražati, če si naredil napako, že zato, ker boš nasprotniku dejansko povedal, ne, kaj si naredil, ne. Tako da, ok, ko nasprotnik morda ugotovi, kaj je tvoja napaka, potem se lahko mogoče malo po glavi vdariš, kaj sem zdaj to naredil, ne. Prej bi mu pa preko ne izdal, ne. Ko da se pogovarjava o pokru, je tu kakšna povezava, lahko šahist igralca pokra kaj nauči? Prav gotovo. Se pravi, psihologija tu zadaj je neverjetna, ne. In ogromno partij, sploh na najvišjem nivoju, se dobiva ne zato, ker bi neki igralec imel bistveno več znanja na tabli, ne, da bi znal kaj več pokazati, ampak je to čisto psihološki boj, ne, med dvema igralcema. Tako da tudi pokeraši, ja, ena zanimiva anekdota, ko sem šah učil na Kitajskem, tam živel v Šangaju, me en pokeraš, profesionalni ATP pokeraš me je najel da ga naučim nekaj o šahu. Mislim, sam je že znal dobro šah igrati, ampak hotel je še nekaj več, da bi on to uporabil dejansko v pokru in svojem biznisu še. Poglejva trenutno na ploščo. Evo, ne, zdaj oba sta se dokaj uspešno že razvila, pomenjala sta samo enega kmeta in trenutno, bom rekel, sta povsem egal oziroma povsem izenačena. Kaj se tiče časa, tudi, ne, ponovno Edvard malo hitreje v otvoritvi, Ivan ima še 4 minute 21, kar je seveda preko dovolj časa, morda si vzameta še malo več, da prideta, da naštudirata kako dobro kombinacijo. Laik bi vprašal, kaj se zgodi, če ura pride na nič. Če čas poteče, seveda je partija izgubljena, ne. To je kot mat. Mat ima vseeno prednost, se pravi, če bi v istem trenutku ti ravno še svojega nasprotnika matiral in se ti pojavijo ničle na uri, si še vedno zmagal. Zanimivo. Mogoče nekaj o figurah. Sam izgled figur je več ali manj tradicionalen, prej sva nekaj o 200 letih govorila, a je tu se kaj spreminjalo, kadarkoli? Mislim, ok, šahovnica je kot šahovnica, imamo trdnjavo kot trdnjavo, mislim na ta način. Ja, zgodovina. Zdaj, sam izgled figur, imamo nekaj stilov,
recimo ene najbolj znanih figur so tudi Dubrovnik figure. Sam ne vem natančno, kako se imenujejo figure, stil figur, dizajn, ki jih danes uporabljata, ampak so recimo v nekem turnirskem šahu daleč najbolj popularne. Kaj se pa tiče figur in funkcij samih, no, se je pa šah skozi zgodovino tudi zelo spreminjal, ne. Če rečemo, začetek šaha je nekje 8. stoletje, in takrat seveda šah ni bil točno tak, ki ga poznamo danes, ampak se je šahu reklo v bistvu čaturanga, figure so se drugače premikale, nekatere figure so se premikale tudi še vedno isto, kot se premikajo danes, ampak večinoma so se premikale drugače, no. Recimo dama, ne, je dobila funkcijo šele kasneje, ko je šah v bistvu prišel že v Evropo, ne. Pa tudi dama ni bila poimenovana dama še danes v marsikateri državi, ne. Ne bi ženski ne bi želeli dati tolikšne funkcije, ne, v teh pozornosti, ne. Tako da nekatere kulture še danes damo poimenujejo povsem drugače, ne, kot nek kraljev svetovalec, ne, vizir, takšna imena, ne, ampak v zahodnem svetu pa se čuti tisto recimo renesančno obdobje, ko pa je dama vseeno postala dama in dobila vso to vlogo, ne. Je kaj takšnega se drastičnega spremenilo sedaj, odkar sva nekaj govorila, če gledamo na Edvardovo stran, se mi zdi nek višek ponovno v figurah? Tako, nismo pokomentirali enih 6-7 potez nazaj. Ivan je odigral potezo lovec G5, ki je imela samo po sebi veliko logike, ne, se pravi razvoj lovca, napad na skakača. Ampak Edvard je lahko v tistem trenutku uspešno vzel skakača na D5, hkrati pa odkril napad na lovca na G5. Tako da, če bi Ivan pojedel tistega skakača na D5, bi izgubil lovca na G5, z vmesno potezo, ko pa je vzel lovca na E7, pa je lahko Edvard skakačem, napadenim skakačem na D5 vzel nazaj in tako ustvaril materialni višek, ki ga zdaj uživa na šahovnici. Ta analiza je bila izredno dobra, bom rekel izredno za razumevanje. Povej mi, Peter, a se šah trenira? In če se trenira, zdaj, če smo rekli, da je šport, kako se pravzaprav šah trenira? Ja, šah se zagotovo trenira, ne. Jaz sem recimo šahovski trener. Pa recimo, jaz bi ga mogoče opisal z borilno veščino, ki mogoče ni Ivanova prva, danes tako zelo popularen ta free fight, ne, se pravi v onem heksagonu, ko so, ne, in tam trenirajo te borilne veščine tako, da se včasih prav vležeta na tla, pa se zgrabita v neki klinč in zdaj probata od tam dalje trenirati neko pozicijo, mislim, neke prijeme. To je rečemo, da je v šahu to končnica. Mi čisto ekstra, čisto neodvisno od ostale igre si nastavimo neke končnice gor in treniramo končnice. Tu imamo teoretske končnice, to, kar bi mogli vsi znati, pa pol neke praktične končnice, ki lahko nas vodijo v teoretske, recimo, ne. Središčnica kot najbolj pomemben del šahovske igre, seveda, tudi najbolj kompleksen del šahovske igre. Tam treniramo strategije in taktike, pa seveda tudi otvoritev, ki je pa danes s pomočjo računalnikov že tako daleč prišla, ne, da najboljši šahisti na svetu igrajo praktično vse šele na spomin, ne. To pa je. Razmišljal sem zdaj po tem, kar si povedal, ali je v teoriji je marsikaj mogoče, ampak a se je že kdaj ponovila partija? Se pravi, da je imela, da je zabeleženo, da je določena partija imela popolnoma enak potek glede strategije, otvoritve na eni strani, morda obrambe ali kakorkoli na drugi strani in da se je nekako enako končala. A je kaj takega se zgodilo v šahu? Tega je dejansko več, kot bi si mislili. Partije se lahko zaključijo na isti način,
kot so se že kdaj prej v zgodovini. Predvsem pa partije, ki so se zaključile z neko drastično napako ene strani, ne, in kar je potem neposredno vodilo v neki mat ali pa dobitek materijala, se pravi v odločilno materialno prednost. Tega je ogromno, ne? In tu se skrivajo tudi te triki, ne, ki se jih mi učimo, se jih učimo v bistvu iz že odigranih partij. Ne? Ampak to je vseeno domena otvoritve oziroma zgodne središčnice. Ko pa gremo iz središčnice ven proti končnici, pa je po navadi vsaka partija na nek način svoja stvaritev, ne, in nekaj novega. Ne. Unikatna. Pogled na šahovnico? Kar se tiče materijala, ostaja še vedno vse enako. Se pa je Ivan kar dobro bori za središče in pripeljal svoje figure, tako da recimo kontrolirajo vsa ta pomembna polja. Edvard pa, kot vidimo, tudi na njegovem obrazu nekako uživa s tistim skakačem več, ne. Zdaj še pogled, ne, dveh borcev, en proti drugemu, ne. Kar se tiče časa, če pogledamo, mogoče tam vidimo malo večjo razliko. Ivan se je kar zamislil, ne, 46 sekund še ima na uri, res da za vsako potezo dobi 10 sekund dodatka. In zdaj imamo ene malo večje menjave tukaj. Ivan se je vrnil na minuto, tako da s časom ne bo imel težave. No, Edvard uživa s 5 minutami na uri. To je mogoče tudi ta mlada zaletavost, ne? On bi lahko zdaj več časa porabil, ne? Po drugi strani pa si misli, glej, jaz sem dobljen, jaz imam figuro več, nič ti ne dam, naj ti čas poteče. Smo zdaj v tej situaciji, rečemo, v nekem finišu? Tako, zagotovo smo zdaj že v končnici, ne? Kaj je tista meja med središčnico in končnico, in mogoče, kadar se dame pomenjajo, kar se lahko zgodi že dejansko dokaj zgodaj, ne? Že začenjamo govoriti o končnici. Tako da tukaj smo zajadrali v končnico, kjer zdaj vidimo pač čisto, kar se tiče materijala, oba igrata s topom in 6 kmeti, ne? Edvard ima tam še dodatnega skakača. Zdaj, mogoče eno vprašanje tako vmes, obstaja podatek o najdaljši partiji šaha? So neke uradne najdaljše partije, zdaj eno je največ odigranih potez, mislim, da je dejansko bilo nekaj čez 200 potez, ali pa najdaljše partije po časovno, ne? Se pravi, tako je neki standardni šah, tudi ni neskončna partija. Poleg prej omenjenih disciplin, ko smo rekli, da obstaja standardni šah, recimo najbolj počasen, ne, kot neki maraton, imamo zraven še v bistvu ne hitropotezni, pač pa pospešeni šah, rečemo v slovenščini, oziroma rapid. To je neka taka srednje proge, rečemo laufanje na 800 metrov. Pa hitropotezni, to, kar v bistvu danes tukaj Ivan in Edvard igrata, ne, je hitropotezni šah na 5 minut. Neko gibanje se je začelo? Neko gibanje se je začelo, ja. Tam smo videli neko vezavo in skakač je lahko povedal kmeta na F3. Ivan je se pravilno odločil stopiti s kraljem ven, kajti če bi stopil nazaj, bi dobil takoj mat. Ni še tako jasno. Ivan tukaj seveda je v podrejenem položaju, ampak v končnici se še tukaj vseeno lahko marsikaj zgodi. Predvsem zato, ker vemo, kaj se zgodi s kmetom, ki ta pride le do konca, ne? To še jaz vem, kot amater. Zdaj, mislim, ta dinamika mi je zelo všeč pri mlademu Edvardu. Vidi se, da je popolnoma v igri, ne? Ja, fokus je tu na 100%. To jaz od njega vedno pričakujem in si tudi vedno želim, da je tako zbran za partijami, ne? Da ne gledamo partije svojih kolegov tam pa okolje, ne? Kaj se dogaja, ampak da se seveda posvetimo zgolj
lastni partiji. Peter, vedno manj figur vidim na šahovnici. To pa zdaj že bolj tak strateško, psihološka bitka. Ja, pomenjali so se, še nekaj kmetov je bilo pomenjanih. Seveda menjava kmetov na nek način gre v korist slabši strani, ne. Vsak kmet je potencialna dama, vemo, ne. Če le teh več ni, potem tudi višek skakača ne pomeni prav veliko. Ampak ja, evo, še vedno zelo zanimiva partija, nič še ni odločeno. Zdaj, koliko je sploh na splošno psihologija šteje, psihološka priprava? Znanje, strategija in tak naprej ena stvar, kaj pa psihologija? Zdaj neki prav delež bi težko imenoval, mogoče prej sem omenil, da na najvišjem nivoju je pa vseeno ključnega pomena, ne, ker je znanje tako veliko, ne, da so napake minimalne in na koncu prihaja res do tistega psihološkega dvoboja, kdo bo bolj vzdržal, ne. Zdaj, ta finiš, jaz bi po štajersko povedal, da je napeto ko štrumpantl, nihče ne popušča, ne. Vidim ta, mislim, mimika, odlična mimika na obeh obrazih. Pa to je to, ne. Zdaj Ivana mogoče pozna več ljudi izven, ker pač izven šahovskih krogov, Edvarda smo letos je cela Slovenija spoznala, ne, ampak hočem povedati, da sta oba neverjetna borca, kar je seveda v ne samo šahu, v bilo katerem športu ključnega pomena, ne. Moram reči, da je skratka včasih zelo težko tudi nekaj komentirati, ko vidiš, da se dogaja, bom rekel, v tak napetost bi lahko rezal z škarjami, ne. Ja, sploh ko gremo bolj proti koncu, manj ko je časa, večja je tudi tendenca temu, da se pojavljajo napake, ne. Se pravi, ja, zelo napeta končnica, no, kaj naj rečem. Ja, vidim, da Edvard je kar vstal, ne, tako to je, bom rekel, to je ona mimika telesa, dajmo, bomo napadli še zadnji šus, ne. Zagotovo, ne, ni popuščanja tukaj, ne, Edvard si ne želi še tretje partije, ne. Vemo pa, da se lahko kar maščuje, ne, če želimo pa prehitro končati, ne. Ja, bi rekel, ja, in pol pride do tistega, kar smo že govorili, da danes jeza, lahko bi boljše, ne. Zdaj, ne vidimo čas, dajmo reči, koliko imamo časa? Beli 47 sekund, črni 3 minute 40, ne. Pomeni? Ja, s tem 10-sekundnim dodatkom nič kaj groznega, ne. Se pravi, v šahu je ta dodatek relativno nov, koliko je šah star, ne. Se pravi, vse se je skupaj začelo z elektronskimi urami in dejansko dodatek nekako podpira igro, se pravi, tudi kadar imamo čisto malo časa še na uri, pa če imamo dobljeno pozicijo, mi lahko vseeno partijo uspešno zaključimo, ne. Ker si ravno povedal, da je nekaj novega, ne, da je ta način nov. Zanimivost, mislim, prav zanimivo se mi zdi, da se tudi šah prilagaja novim, ne vem, zahtevam, trendom, neke nove stvari se lahko znotraj šaha dogajajo. Kako to? Ja, prav gotovo, ne. Ta dodatek je bil predstavljen mogoče oziroma postal popularen še ne 20 let nazaj recimo, danes pa predstavlja to nek standard v šahu, da so vse partije, uradne partije, no, se igrajo z dodatkom. Čisto tako za eno zanimivost, poznam dva slovenska šahista, ki sta bila izredno dobra cugeraša, ne, ko se je igralo, se pravi, brez nekega dodatka, ali bodi si starimi urami, ali pa pač s temi novimi urami brez nekega dodatka, ne, ki pa danes ne moreta biti več konkurenčna, ker ravno ni več te dodatne note, ko ti lahko čas poteče, ne. Ko govorimo o starih urah, to govorimo o tistih, ko je zastavica padla in si položil figuro, to je to.
To je to, ne. Zdaj, jaz, ko sem tudi na osnovnih šolah učil šah, ne, pa sem kdaj komu rekel, ja, zastavica ti je padla, ne. Mislim, mi se še v šahovskem žargonu vedno pogovarjamo, zastavica ti je padla, čeprav danes nobenemu več ni jasno, kakva zastavica, pa kaj govoriš, pač čas mi je potekel, 0-0, meni kaže, kje je zastavica, ne. Ampak se dogaja, ne, da tudi se še obstaja ta šah, še igrajo ljudje na ta način. Kaj mi stari? Mislim, ja, na star način, mogoče tudi prej, ko smo začela v kavarniškem načinu in tako naprej, se še dogajajo ti turniri na star način. Ja, če so neke take partije, zagotovo brez dodatka, ne, doda neko drugo noto, to, da je čas zelo pomemben, ne. In ko govoriva o času, tukaj imamo, se mi zdi, dost razmišljanja, prej bi moral reči in se bi hitro zgodile naslednje 3 poteze. Ja, mogoče si opomnil oba igralca, da je treba hitro igrati, ne, vseeno, kljub temu 10-sekundnemu dodatku, o katerem zdaj govorimo, partija seveda se bo zaključila oziroma časa ni neomejeno, ne, natanko 10 sekund na potezo, na koncu, če pridemo na zadnjo sekundo. Tudi napetost je v sami kavarni Astoria. Jaz mislim, da takole nekako iz bližine bi rekel, da je ta partija veliko bolj napeta kot prejšnja. Gotovo, ne, prejšnja se je zaključila kmalu po otvoritvi, tukaj pa zdaj stvari sploh niso jasne. Dobro, ko Peter to pove, potem lahko samo čakamo, rekel, kdo bo strateško malo bolj iznajdljiv. Ja, zdaj nočem nič kaj preveč reči. Ok, razumemo. Da ne bom karkoli izdal, le to, da je partija še vedno zelo napeta. Aha. Prihaja do tistega, ko bi lahko... Aha, torej... Ja, evo, to. Ravno prihaja do tega trenutka, ne, ko smo govorili, da je vsak grdi raček, se pravi vsak kmet, ki je vreden najmanj na šahovnici, lahko postane pač bilo kjera figura, ponavadi vzamemo seveda najmočnejšo damo. Ne. In dami sta nazaj. In dami sta nazaj. Ne govorimo o središčnici, pa vendar, še enkrat poudarimo, dami sta nazaj. To je bil comeback. Ok, sam ne bi pričakoval takega razpleta, zdaj bom rekel zadnje minute, ampak postajaš vedno bolj zanimivo. Zdaj, kako stojimo šahisti v Sloveniji? Slovenski šahisti stojijo danes kje? V nekem, vemo, da je gužva, bom rekel v šahovskem smislu, v svetu, med mojstri in velemojstri in tako naprej. Kje smo Slovenci? Ja, iz zadnje olimpijade imamo dejansko zelo dobro vrstitev, kar se tiče nekega ekipnega šaha, tudi recimo, da s pomočjo uvoženih igralcev iz tujine, sicer pa... Nacionaliziranih, ne? Tako, ne. Sicer pa velja, da smo Slovenija vsekakor šahovsko razvita država. Kaj mogoče, mislim, naj omenim par rezultatov, ne, se pravi Matic Lavrenčič, mimo grede, član Mariborskega kluba, ŽŠK Maribor je pred nedavnim postal... Nekaj se je zgodilo. Ja, evo, no, partija se je končala z remijem, v bistvu, zdaj, kar se tiče za sam meč, pomeni, da je Edvard zmagal, ampak vseeno fenomenalna rešitev Ivana, ki je bil v bistvu še figuro od zadaj in je našel ta večni šah. Če Edvard ne bi ponavljal, bi moral stopiti na F linijo, kjer bi pa sledil v bistvu tako imenovan taktični element nabodalo, in Edvard bi izgubil damo, tako da v bistvu sta morala ponavljati fenomenalen razplet, mislim, da smo lahko vsi prezadovoljni. Ja, tako hitro se je zgodilo, da mislim, pa tudi zanimivo, publika, dajmo en malo močnejši aplavz za to.
Iz tega zornega kota pogledano, moram reči, da je iz sedišča hitro nastalo stojišče in, videli smo hitro, kako lahko tudi publika uživa v šahu. Ne? Ja, to če se spomnim, zdaj tukaj imamo vseeno kamere, pa lučke, pa je velja malo kultura, da noben ne gre preveč blizu šahovnice. To, če recimo bi dva igrala tukaj, pa ne bi bilo kamer, to bi se okoli postavili tako, da bi še v drugi pa tretji liniji ne bi mogli videti. Ne? Tako da, evo, zdaj vidimo še, ne? Na nek način zadovoljstvo na eni strani, ne? Ivana, ki kljub temu, da je izgubil meč, ampak se uspešno rešil v tej drugi partiji, in nezadovoljstvo Edvarda, ki ve, da je imel dobljeno partijo, ampak je to, kar sem rekel. Izvlekel se je, Ivan, res se je izvlekel, ne? Zato pa takšna dobra volja. Ne? Zdaj, povej, kaj pa sledi zdaj? To je to. To je to. Kar se tiče meča, je meč zaključen, se pravi, ko govorimo, da igramo na dve dobljeni, se pravi iz dveh partij, mora biti rezultat bodi si neodločen, oziroma skupno je zdaj, ne vem, 1,5 proti 0,5. Čeprav je v skupnem seštevku 1,5 proti 0,5, zdaj bi mogoče mogli sodnika tukaj vprašati. Načeloma se tretja partija v tem primeru ne igra, tudi sodnik odkimava, tako. Torej smo dejansko končali za danes, pa do nekega revanša strani Ivana. Jaz bi v bistvu res se zahvalil tebi, Peter, ker to je bilo res impozantno in fascinantno debatirati ob igranju šaha, o šahu. Mislim, da je tega premalo. In hvala lepa, draga publika, da ste prišli danes sem, da smo lahko skupaj uživali, in bi se zahvalil, bom rekel, vsem organizatorjem in absolutno več šaha v Astoriji, Peter. Zagotovo. Najlepša hvala vsem akterjem, ki ste omogočili ta dogodek, obema igralcema, obema zmagovalcema in intelektualcema, če tako, smem tako reči tudi, ne? Da se je to danes odvijalo v Astoriji. Jaz si srčno želim, da bi tovrstnih dogodkov bilo še več, ali pa nasploh nekega šahiranja v Astoriji. Naj še dodam, v Astoriji imajo šahovske garniture, tako da naj naredimo malo reklame, vse na Astoriji, naj lahko pride kadarkoli kdo tukaj sem, pa reče kelnarju, jaz bi igral šah, ne, bo to omogočeno. Ne. Veš, kaj je fajn? Da je zastojn. Absolutno. Hvala lepa vsem, do naslednjič in lep večer še naprej.